Za rubriko Glas ljudstva smo tokrat izbrali vprašanje naše zveste gledalke Petre, ki jo zanima, kako v soboto dopoldan najhitreje priti iz Ljubljane na morje do Portoroža. Ker mi o poti iz Ljubljane v Portorož vemo približno toliko kot Magnifico, potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Vi, Petra, pa verjetno nimate toliko časa. Smo odgovor raje prepustili svetovnemu popotniku in aktivistu Tomu K. Točno tamle sem bil prejšnji teden, poseben od poslanc gospe Bratuškove, sem bil poslan na krizno območje v Kulbrezovce. Seveda sem bil takoj obtožen ilegalnega vstopa na avtocesto, ker nisem imel vinjete in kakšni 2 uri sem bil zaprt na sred rondoja v Tomačevem. In pol, ko so tekla pogajanja med ministrstvom pa Darsom, na koncu se je vse po srečo izteklo, vsaj zame, ampak kaj sem jaz na tem križišču vse videl? To so ljudje, avtomobile, prikolice, videl sem starše, ki že 27 poslušajo BMP Šak, tu, pa sem videl avto, sta bila noter 2 na streh, pa 4 bicikle, pa sem videl otroci, ki gledajo risanke, pa so imeli jih pripravljeni za celo pot, pa so že vse pogledali, pa se sploh še štartali. In tako sem si rekel, zastoje je treba rešiti na zemlji, ne obljubljati tolažbe na vlake. Zdaj, pot na morje je osnovna človekova pravica vsakega Ljubljančana in ni prav, ljudje, ni prav, da tu, če greš službe, že ob 12 stojiš na cestu gužvi in obstaja alternativa, sicer navaren hudič, pa tudi ni čisto legalen, ampak če hočeš do konca vikenda pride do Fiesa, je to edini način in to je bedjal tako imenovano južno-sredozemski kontrakoridor in po njemu glavnem grejo Slovence zadnje cajte, pa tudi Čeha, pa Polaka, ki bi rad skrajšal svojo pot na morje. Zdaj vstopna točka je Ljubljana, tukaj zjutraj podkupimo s prevodenka, da nam pusti dati kolo na vlak s posebnim vagonom za kolesa, pa stopimo na mej, se pa družimo etapi dirke po Alpah, kjer pa pol neopazen v glavnin prekolesarimo do italijanske obale. Tam se pa pol ukrcamo na eno od ladij, ki vozijo tudi iz Afrike, da ne vozijo prazne nazaj v Afrik, pa pol prečkamo neki držav, neč se sekira to, bom se zrihtal, pa se ukrcamo pol v tovoren zaboj in pridemo nazaj direkt v Luko Koper. Tam pa pol kolegi naredijo kakšno diverzijo. Ta teden smo imeli pripravljeni, rečemo, srno, tako da se v miru por izkrcamo in smo v rekordnem cajtu na slovensko obal. Tako da jaz pravim tako, da vsak popotnik mora imeti sabo najmanj 1500 evrov, večino bomo pa porabili na konc za taksi od Kopra do Portoroža. Jaz upam, da bo tako, kot smo jih imeli prejšnji teden, čim manj, ampak se bojim, da ko se bo sezona štartala, bo sam še slabi. Jaz pozivam vse prebivalce Ljubljane in okolice, da naj bodo pozorni in naj imajo empatijo, če vidijo sred Horjula Švaba z 8-metrsko prikolico, pa išče bližnjico do avtoceste, dajte mu pomagati. Gol ne veste, kdaj te v sred Hvara iskali, ko ne bo, pa se vsi delali, da ne razumejo slovenski. Zdaj pa moram jeti. Šibam pelem eno skupino danes čez Pireneje v Maribor, ker se spet tunele zaprli na avtocest. Ajde, dio!